Ja. Pa smo spet v Lamanatu. Kako hitro so se končale tele počitnice. Malo sem bil v cerkvi, malo v Farožu. Šel sem na par obiskov k žlahti, pa je minilo. In povsod so mi ponujali same dobre stvari. Ja. Gotovo sem se v teh dneh zredil za Gle, a si ti tudi že prišel? Ja, ne, ni me. Kje pa imaš Gašperja? Gašper je že bil tukaj, pa je šel nekam na obisk. A veš, v Ljubljani ima žlahto, pa se spodobi, da se malo prikaže pri njih. Sej, hvala. Da mu bodo postregli z dobrotami in še v žep mu bo kaj kanilo. Blagor mu, kdor ima take sorodnike v Ljubljani. Če si lačen, jih greš malo pogledat. Oni so veseli in počaščeni, da jih je obiskal gospod Bogoslovec. Ti se pa ne ješ za nekaj časa, ne? Ja. Že jutri se bodo začele duhovne vaje. Vem, ja. V kuhinji pa med nami mislijo, da želodec nič ne rabi, kada človek moli in premišljuje, ne? Ti. A. A se mi samo zdi? Ali pa tukaj res nekaj diši? Ja, jaz nimam nič posebnega, ampak... Ja, tudi moj nos nekaj čuti. Nekaj bo, ne? No, pa poglejvano malo še v Gašperjevo omaro. Glej, se mi je kar zdelo, da bo salama. Če tudi tako dobra, kakor lepo diši. Kaj, če bi malo poskusila? Samo nič nimam za zraven. Saj sem jaz od doma prinesel nekaj kruha. Grem pon, takoj bom nazaj. Pa česen je notro. Pa mi bomo pojedali tebe, jaz seveda jedela prec. Ja. Evo kruha. Pa nošendilo imam tudi. Sedaj lahko začneva. Naprej en odrezaj. Košček. Hvaljen Jezus. Kaj se pa tukaj dogaja? Kaj se kaj dogaja? Salamca. Kakšno Saj nimata nič proti, če malo pomagam. Ja, no, veš, Gregor, tole je pravzaprav Gašperjova salama. Ja, no. Če mi jo kar takole pojemo, bo greh, ne? Kakšen greh neki. Je tak velik. Kadar kdo od nas kaj prinese ali dobi paket, je Gašper takoj zraven. Baše se kolikor more. Če pa on kaj dobi, vse skrije in poje takrat, ko ga nihče ne vidi. Torej, bomo mi zdajle samo vzeli svoj delež, ki nam pripada. Ja, no, če pa tako gledamo, sicer pa ne bomo pojedli vsega, ne? Ja, sam. Kaj pa pijača? Ja, to Pa menda ne bomo od tega ležulili kar na suho. To pa ne bo šlo, ja. Je kaj, imamo kaj za... Počakajta. Ja? Bom jaz od doma prinesel liter vina. Pa iz takšnih krajev. A res, ja, Pri nas me super. sploh niso spustili od doma, dokler nisem že s sabo nekaj Ja, steklenic. to pa je družina, lej. ti kakšen pa bo? Kakšen bel, muškat, Pa kakšen merlot? kozarček, salamca, jo. A pa kakšna frankinja, že si kar topil vse skupaj. Evo fanta. Evo ga. Cvičak, lej. Tako, zdaj je vse pripravljeno. No, Jure, ti si v tej sobi doma, kar nareži. Ja, lej. Gregor, ti pa nam nali, ko si bolj navajen, no? Tole pa ni slabo. Greh bi bil, če bi tako imenitno salamo hodil je samo Gašper. Ti to pa res. Tole, kar zdajle delamo, ni ravno lepo, ne? Je pa dobro in koristno. Sicer so pa laminatorji nekaj podobnega vedno počeli. Ja, drži. Se je že kdo bral spomine od Janka Mlakarja? V njih duhovito vpisuje tudi svoja bogoslovska leta. Se je res. Kako je že bilo tisto, ko so hoteli prešvercati košaro s hrano? To je bilo že konec 19. stoletja. Bog ve, v kateri sobi se je to dogajalo. Jaz tega še nisem bral. Kako pa je bilo? Ja, veš,
Takrat je bilo strogo prepovedano prinašati kakšno hrano lemenat. Ja. Tudi če kdo dobil paket od doma, Od salama, ja, je šlo vse skupaj kar v kuhinjo. Ja. V isti sobi sta stanovala dva bogoslovca. Obema je bilo ime Janez. Imela sta god in sta hotela to dostojno proslaviti. Kako se gre? Ja, že. In kako ti šlo? Ja, malo sem se matru, pojmaš. Naprej! Bogdaj! No, fanta, lepo, da sta prišla. Jutri imamo god in to se mora slovesno obhajati. Hrana v lemenatu sicer ni slaba, ampak kakšen priboljšek si pa tudi lahko privoščimo. Seveda, posebno danes. 3 dni imamo že godlo za kosilo. Povem vam, to ni bil prašič, to je bil konj. Ampak kako sta vse skupaj spravila sem? To pa imamo vratarja. Mimo njega je težko kaj pritihotapiti. Potem pa se še rektor sprehaja po hodniku. Njemu nič ne uide. Nič ne skrbi. Zdaj le nimamo še nič. Čez 5 minut pa bo tukaj pojedina. Ob 10 sva zmenjena z nekim fantom. Počakal bo pod oknom. Spustila mu bo košaro. On bo vanjo dal naše dobrote, pocukal za vrvico, potem pa... Pa sta res brihtna. Kaj pa, če to opazi rektor? Saj ima sobo točno pod vajenim oknom. Nič se ne bojte. Bomo vlekli čisto potihem. Simon danes straži celo noč pri oknu. Kdaj se bodo mimo peljale kakšne klobase in steklenice? No, ste slišali? Zdaj pa le brž. Pazi, Mirki, Še malo. Počas. no še nekaj razbudu. Počasno. Se bo. Zdaj pa lepo pomagajte. Pazi, počasi. Tole pa imenitno deluje. On tudi jaz kdaj uporabil. Kaj pa je zdaj to? Ne gre več. O, bežite, fantje! Rektor je odrezal. Vsak hip bo tukaj. Kaj pa je? Kdo je? Jaz sem, rektor. Kaj pa tako stokate? Oh, imel sem strašne sanje. Kakšne pa? Sanjalo se mi je, da sem bil v nebesih. Pa sem v vicah zagledal dušo svoje stare matere. Zasmilila se mi je. Spustil dol vrvico, da bi jo potegnil v nebesa. Duša se prive z obema rokama in jaz jo začnem vleči k sebi. Bila je nekako na sredi pota, ko prileti od nekod hudič, prereže vrvico in dušo odvede s seboj. Ampak, saj to dogmatično ni mogoče, da bi duše izvičle v pekel. Vrag bo moral dušo moje uboge stare matere gotovo prinesti nazaj. Kaj bo z dušo vaše babice? Ne vem. Bog ji daj večni pokoj. Tistega, kar je duša nosila s seboj, pa verjetno ne boste nikoli več videli. No, takole je bilo pred več kot stoletji. Kdo pa je sploh bil ta Janko Mlakar, je bil humorist? Bil je duhovnik, Ja. večino svojega življenja katehet na ljubljanskih šolah. Veliko je hodil po hribih in objavljal potopise v Planinskem vestniku. Še nisi slišal za Trebušnika, kako je hodil na Triglav? To je tisto.
Na vrhu se je zbasal Aljažov stol. Ja, potem pa se je tako najedel, da ni mogel ven. Ne? Morali so počakati, da mu je trebuh uplahnil. Iz Mlakarjevih spominov je hecno tudi tole. V kapeli so bogoslovci ministrirali. K temu je spadalo tudi prižiganje sveč. Nekateri so imeli s tem težave, posebno, če so bili kratkovidni. Takole je bilo. Branko, jutri si pa ti na vrsti za bujenje. Glej, da ne boš zaspal in boš pravi čas pozvonil. Tale naš zvon je najvišji gospodar v hiši. Vsi ga ubogamo. Bom že, ti pa boš v kapeli prižigal sveče. To je posebna čast. Jo, spet se mi bojo smejali. S tem kajfežem nikakor ne zadanem prave višine. Kaj, če bi malo vadil? Poskusi enkrat sam, ko ne bo nikogar v kapeli. Jaz grem pa spat. To pa ni tako pomembno. Malo bom še počakal, da vsi zaspijo. Potem pa pojdem. Takole, kajfeš imam. Prižgem svečko. Pa gremo poskusiti. Moram se navaditi, pa če celo noč prižigam in ugašam. No, saj to pa ni taka umetnost. Kaj, če bi poskusil še enkrat? Najprej jih bom pogasil. Pa saj to ni mogoče. Komaj sem šel spat, pa je že jutro. Glej, v kapeli že gorijo sveče. Jaz pa sem zamudil z zvonjenjem. Kaj bo rekel rektor? Ježeš Marija, spet jih bo slišal. Kar hitro bom pozvonil, morda še ni prepozno. Ja, kaj pa norite? A ne vidite, da je ura šele 11? Ja, sam poskusiti sem hotel. No, je že dobro. Sedaj pa le hitro spat. Boste že jutri molili. Kaj vse se je že dogajalo pod tole streho? Ja, in od tukaj so odhajali na župnije duhovniki. Vsak je bil malo drugačen, vsak je imel svoje talente. Ja, nekateri so bili prižani kot znanstveniki. Puhar je celo izumil fotografijo na steklo. Nekateri so pospeševali umno kmetijstvo in gospodarstvo. Matija Vrtovec, vinogradništvo na Vipavskem. Peter Pavel Glavar iz Komende, čebelarstvo in konjerejo.
Franc Pirc je na Kranjsko uvedel sadjarstvo. Doma je bil z Godiča, pozneje pa je šel za Barogom v misijone. Valentin Stanič pa velja za prvega pravega alpinista med Slovenci. Ja. Kaj vse si je upal. Na nekatere gore je priplezal celo prvi. Sta že slišala za Jurija Humarja? Ni še dolgo, kar sem bral knjigo o njem. Naslov je Čudodelnik s Primskovega. Ne. Blage veze nimam. Nazadnje je bil namreč župnik na Primskovem na Dolenjskem. Rojen je bil 14. aprila 1819 pri Debevčih v Vodicah. Kje pa je to? To so tiste vodice nad Mekinjam blizu Kamnika. Jurij je v sebi odkril čudovito moč, da je lahko ozdravljal ljudi in jim pomagal tudi v mnogih drugih težavah. Od vseh strani so prihajali k njemu, celo iz tujine. Moraš misliti. No, tudi tam. Kakšno lepo oblikovala. Kakšno lepo Bogdej, a to pa se? Pa ne, da vsi čakate na gospoda, kako mu je že ime? Ja, vsi smo prišli na Primskovo zaradi župnika Jurija Humarja. Ja, gospod ima eno posebno moč, da lahko zdravijo vsakega človeka. Jaz to nič ne verjamem, ampak moj gospodar me je poslal, da mu prinesem zdravila. Nekaj ga trga po ramenih, pa mu bodo menda kar nekakšni papirčki pomagali. Pejte no, to so babje čenče. To pa ne. Poslušaj, kaj se je zgodilo v naš vas. V Mozlju, na Kočevskem. V Mizarju je zbolela žena. Ležala je v posteli, ni se mogla premakniti in še slepa je bila. Dobival je zdravila z Dunaja in iz Berlina, pa ni nič pomagalo. Vse je potrošil za zdravnike, tako se je obobožal. Nazadnje je šel po pomoč sem, na Primskovo po gospodu Juriju. Drugi dan je žena ostala, sedaj hodi in tudi vidi že. Jaz sem doma v Šmartnem pri Litiji. Ko sem bil prvič tukaj, sem hčerko prinesel v naročju. 10 let je bila stara, pa še ni mogla hoditi. Noben zdravnik ni mogel pomagati. Pa sem poskusil še pri primskovskem gospodu, čeprav nisem imel posebnega upanja. Ljudje so pravili vse mogoče, a jaz nisem kaj dosti verjel. Gospod so deklico gladili po rokah in nogah. Nato so mi naročili, da bova morala priti še enkrat. Nazaj grede je deklice šlo samo. Le malo sem jo podpiral. In danes je celo pot prehodila sama. Kar poglejte jo. Jaz pa vem o fantu, ki so ga močno bolele oči. Ščemelo ga je in solze so mu tekle. Sončne svetlobe ni mogel prenašati. In to več let. Gospod so pa samo z roko zamahnili proti njemu in ga prav ostro pogledali v oči. Kmalu mu je odleglo. Dali so mu tudi nekakšen papirček, katerega je moral osliniti in ga po noči dajati na oči. Ozdravel je in nikdar več ni imel težav z očmi. Ja, vam rečem. Od vseh koncev hodijo k njemu. Tukaj je bil celo španski kralj. No, pravzaprav moral bi biti kralj, ki ga je brat pregnal. Tako hudo je zbolel v grlu, da ni mogel govoriti. Gospod župnik pa zmorejo še marsikaj drugega. Če hočejo, vidijo, kaj se dogaja v daljnih krajih. Če so kje zakonci sprti, jim da svoje listke.
Nekajkrat na dan jih morajo poduhati. Pa so si kmalu spet dobri. Mene je zadnjič poslala sem neka gospa iz Kranja. Imela je majhno trgovino, pa je bila preveč dobrosrčna. Vsem je dajala na upanje. Nazadnje pa sama ni mogla plačati dolgov. Ja. Meni naj bi gospod Juri povedal številke, da bi zadela na loteriji. Pa ni hotel. Je rekel, da jih še sam ne ve. Ko sem ga še kar naprej prosila, mi je dal grlico, da bi se me znebil. Pa še nisem šla. Nazadnje se je razjezil in mi zagrozil. Johana, če takoj ne zgineš, te bom tako sunil, da boš vse stopnice naenkrat preskočila. In še klobuk je vrgal za mano. Jaz pa sem klobuk pobrala in si zapomnila številko. Preštela sem stopnice pred Marožem. Grlica pa je na obročku tudi imela neko cifro. Vse 3 številke sem dala gospe iz Kranja. Stavila je nanje in zadela več tisoč. Ves dolg je poplačala in še ostalo ji je. Na vekomaj amen. No, kar precej se vas je danes nabralo. Najbolje bo, da takoj začnemo. Saj nekatere že poznam. Kako je z vašo hčerko? Že lahko hodi? Hodi. Danes je sama prišla z mano. Buhlonej, ker ste ji pomagali. Ker pa ste rekli, naj še enkrat... Imaš s seboj kruh? Imam. Dobro, daj ga sem. Na, tole naje 3-krat na dan. Pomalo, pa bo za zmeraj zdrava. A ti si tudi tukaj? Pa ne, da hoče spet imeti kakšne številke. Ja. Vam bom povedal, kdo so največji norci na svetu. Lovec, ki išče, kar ni izgubil. Slikar, ki namala hudiča, ki ga še vidi. Duhoven, ki priporoki možem žene daje, sam pa je brez nje. No, zraven sem pa še jaz, ki drugim številke za loterijo pravim, sam pa nikoli ne stavim. Kar pojdi, nič ne bo. Gospod, mene je gospodar poslal. Nekaj ga trga po ramenih, pa bi mogoče vaše čarovnije kaj pomagale. To niso nobene čarovnije. Moč imam, ki mi jo je Bog dal, da lahko pomagam ljudem. Na, nesi mu tale papir. Vsak dan naj malo otrga, dene usta in slino požira. Kje pa imaš meso? Kakšno meso? Nobenega mesa nimam. Kaj pa tisto pleče, ki ti ga je dal gospodar zame? A? Ti si ga pa kar v grmovju skril. Mislil si, saj gospod nič ne vedo, da jim moram kaj prinesti. Meso bom pa raje kar sam pojedel. No, le hitro pojdi, da ti ga psi prej ne zavohajo in požrejo. Gospod župnik, ali bi lahko tako naredili, da me ne bi več zobje boleli? No, mamca, dajte mi kruh. Pa glejte, da ne boste pojedli preveč naenkrat. Pri meni je bil fant, ki so ga tako pretepli, da mu je roka utrpnila. Dal sem mu zdravila, pa je vse naenkrat pojedel. Tepec je mislil, da bo prej dobro. Potlej mu je bilo pa tako hudo, da se niti premakniti ni mogel. Zdravnik ni mogel nič pomagati,
duhovnik pa ga je dal sveto olje. Malce božja. Prišli so k meni, pa sem jim dal nova zdravila, da je prejšnjo reč ven izgnalo. No, za danes smo menda končali. Zdaj podite lepo domov in zdravi bodite. Pa Bogu se zahvalite. Jaz brez njegove moči nič ne morem. Z Bogom, gospod župnik. Bogom, gospod župnik. Bogom. Ko noč. Zdrav bodite. Poklonaj. Najprej bom prebral tole pošto, potem pa moram še jaz kaj napisati. Aha, tole je od tistega fanta iz Slovenskih goric. Božjasten je bil, sedaj pa že 6 let nima težav. Oho, tole pismo je pa prišlo daleč, z Bavarske. In tole celo iz Španije. Tale je pa dobra. Kmet je prodal vola, pa so mu domov grede ves denar pobrali. Pri meni je dobil kruha, da sta ga mož in žena jedla. V nedeljo je župnik pri maši oznanil, da je denar pri njem. Tat je porabil samo 10 goldinarjev. Potem pa se je skesal in drugo prinesel župniku. Sedaj pa moram napisati pismo nečakinji Filomeni. Ona je edina od žlahte, ki ima tudi moč za zdravljenje. Ljuba Filomena, bodi zdrava. Moč ozdravljati imam jaz, pa tudi ti. Te moči so dar Božji, ki naj jih človek razvija, okrepi in v čas Božjo obrača. Naj bo vsem ljudem v prid iz ljubezni do Boga. Če ne bova ozdravljala in pomagala, bova podobna lenemu hlapcu, ki je svoj talent zakopal. Ne vem pa, kje ta moč tiči, ali v rokah, ali v nogah, ali v laseh, ali kje. Moč je nekaj breztelesnega, zato je ščuti ne občutimo. Veliko sem prebral o magnetizmu, verjetno bo nekaj na tem. Kar naprej, v Božjem imenu. Dobar dan, gospod župnik, z nama boste morali. Kam pa in zakaj? V Litijo, na sodišče. Nekdo vas je prijavil zaradi mazaštva. No, to pa ne bo prvič. Ampak za svoje delo odgovarjam pred Bogom. Za hudobne jezike pa se ne menim. Nikamor ne bom šel. Imava nalogo, da vas pripeljeva. Če ne boste šli sami,
vas bo morala ukleniti? Ne vem, če vama bo uspelo. Da se vama ne bo zgodilo kaj takega, kot zadnjič fantom iz naše fare. Hoteli so mi nagajati in so po noči prepevali in razgrajali pod oknom. Pa sem tako naredil, da so samo tiho okrog hodili in niso znali domov. Šele zjutraj sem jih spustil. Nič se ne bomo pregovarjali. Mi dva sva oblast. Kak hitro se napravite in znaba? Naj bo. Malo se tukaj usedita in počakajta, da se oblečem. Na sodnijo menda, ne morem v navadnem gvantu. Micka! Micka! Prinesi gospodoma nekaj za podzob in kakšen kozarec vina, se jima bo tudi prilegal. Jutro, oblast! Kako je z vama? Sta še vedno tukaj? Zakaj pa nista nič pojedla in popila? Sedaj pa glejta, da se mi hitro pobereta in da maju nikoli več ne vidim. Sicer se vama bo zgodilo še kaj hujšega. Ja, takole je bilo. Čedodelnik s Primskovega je umrl leta 1890. Star 71 let. Vedno je ostal preprost, zase skromen, sem je pomagal zastonj. Bil pa je tudi učen. Imel je veliko knjižnico, zanimal se je za znanost. Znal je slovanske jezike, latinsko, grško, hebrejsko, pa nemško, francosko, angleško in italijansko. Njegov grob in lipa pred župniščem pa še zdaj nista pozabljena. Še prihajajo ljudje, da se ustavijo ob grobu, utrgajo z njega par travic in z lipe nekaj listov. Nekateri sedejo na grob in pričakujejo Humarjevo pomoč. Neverjetno. Pa je o njem tako malo znanega, ne? In koliko so duhovniki naredili za slovenski narod, če se spomnimo samo na Antona Martina Slomška, pa Janeza Evangelista Kreka in Antona Korosca. Ja, posebno pa so bili priznani pesniki in pisatelji. Med njimi je naš prvi pesnik Valentin Vodnik. Pa seveda goriški slavček Simon Gregorčič. Vsi poznamo epske pesnitve Antona Aškarca. Ljudje še vedno radi berejo Finžgarja in Jalna. Za Meška in Kozarja pa manjkrat slišimo, ne? Kar precej duhovnikov je popisalo svoje življenje. Kdo ve, če bomo tudi mi doživeli kaj takega, da se bo splačalo pisati spomine. Ja, napisal jih je tudi Franc Aleški Finžgar. Ni pisal samo romanov, kot je Pod svobodnim soncem, pa povesti in ljudskih igr. Saj poznata leta mojega popotovanja. Od otroštva do upokojitve. Koliko je doživel. Ja, to sem pobral. Nekaj zvemo tudi o njegovih sodobnikih in prijateljih, o Janku Mlakarju, pa pesniku Antonu Medvedu, pa o malo starejšem Jakobu Aljažu, ki mu pravijo kar Triglavski župnik. Se spomnita,
kako je Aljaž Mlakarju ustavljal kri, ki mu je tekla iz nosa? To je bilo ravno na Finžgarjevi novi maši. Na, pa je moje. In zdaj, kot sem napovedal, pagat ultimo. Hop, pej moj, spet sem ti ga ujel. Ja, kje pa si imel skritega taroka? Se ti bom že maščeval. Tore, ti mešaš. Jaz bom pa medtem povedal, kako sem Janku Mlakarju rešil življenje. Tega gotovo še ne veste. Pa ne že spet. Jaz sem to štorijo slišal že najmanj 10-krat. Nič hudega, si boš vsaj zapomnil, če mi že hvaležen nisi. A še hvaležen? Torej, takole je bilo. No, povej. Bili smo na Finžgarjevi novi maši. Pa me lemenatarji pokličajo ven. Zagledam Janka Mlakarja in polno ljudi okrog. Kri mu je drla iz nosa, kakor vino iz pipe. Škaf je bil poln krvi. Povedal mi, Janko je hodil okrog deklet in duhal njihove šapke čisto od blizu. Gospodična, kako lepo diši vaš nagel. Tako je duhal in se prilizoval. Končno ga je pa lepo kaznoval. Kihnil je in ulila se mu je kri iz nosa. In zdaj naj jaz popravljam grehe bogoslovcev. Ti boš popravljal. Najprej mu rečem, naj dvigne roke nad glavo. In res se mu je kri ustavila. Ko je roke povesil, mu je pa spet začela dreti. Jaj, vaš škaf je bil že poln krvi. Ukažem, naj prinesejo vato, jodoformovo gazo in dolg klin. Na to mu potlačim vato in gazo v nos in mu oboje tako daleč porinem, kolikor je cvek segel. Zdaj pa že prvo. Kri mu je nehala teči, kot bi odrezal. In potem mu ni tekla nikoli več. No, tako sem jaz Janku Mlakarju rešil življenje. No, saj ni bilo čisto tako. Ti zmeraj še kaj dodaš in zabeliš. Ja, ampak meni ljudje vsaj verjamejo. Res, verjamejo. Zate pa vsi pravijo, da si lažnivec. Tvoje zgodbice so res zabavne. A kaj, ko so ljudje prepričani, da si jih gladko izmišljuješ? Ja, na novih mašah se res marsikaj zgodi. Tone, na tvoji novi maši v Kamniku sem spoznal Simona Robiča. Bil je župnik na Šentjurški gori. To je iz tvojih krajev. Gotovo veš o njem kaj zanimivega. Res da, Simon je bil res nekaj posebnega. Ni bil samo duhovnik, ampak tudi znanstvenik, botanik in še marsikaj. Po njem se imenuje vrsta hroščev in kar 5 vrst polžev. Posebno veselje pa je imel z gadi, ki jih je gojil v Skalovju pod župniščem. V Mokriški jami je odkril popolno okostje jamskega medveda. Lovil je ptiče in kače in jih potem podaril ljudskim šolam za učenje. Pametno. Nekoč je šel svojim prijateljem Škafarjem, ta je bil tudi župnik in botanik, čez Krvavc in pod Grintovci, nad Gade in Modrase. Ves dan nista nič ujela. Ko sta se vračala v Bistrici proti Stranjam, je Robič zagledal velikansko belouško. Lepa je, kakor nalašč za šolski pouk. Ujel jo je in spravil v škatlo. V Strajnah je bil ravno samani dan, ko sta prišla utrujena, lačna in žejna s planin. V gostilni se je ljudi kar trlo.
Nista se mogla prerediti skozi gnečo do vrčka piva. Tedaj pa potegne Robič iz škatle belouško in jo vrže prek ljudi na mizo. Vse je zavreščalo, mladili so od miz drli ven, nekateri kar skozi odprte okna. Robič in Škafar sta si sama natočila pivo, sedla k mizi in se krepčala. Ljudje pa so skozi okna plaho gledali, kako je Robič krcal velikansko kačo, če je hotela uiti z mize na tla. Ko sta se odžajela in najedla, sta položila denar na mizo. Robič je pobral velikansko beluško in jo spravil nazaj v škatlo. Ob odhodu so se jima vsi odmikali in šepetali: Coprnika! Robič je umrl 1897 leta in je pokopan na Šentjurški gori. Kar prav je, da si župniki na oddaljenih župnijah najdejo kakšno pametno zaposlitev. Če ne, jim je dolgčas ali pa se celo zapijajo. Tudi nekateri. Jaz učim verouk in cele dneve preživim v šoli. Saj vemo, zakaj si to izbral. Zato, da imaš dolge počitnice in lahko letaš po hribi. Jih tudi zaslužim. Zamislite si, 900 deklet, po 30 ur na teden. Krek mi je rekel, da sem frdelban človek. Kaj pa vi počnete na svojih župnijah? Razen z ljudmi v Dovški fari, imam kar precej upravke s Triglavom. No, se veste, stolp pa koče in pota. Jaz pa sem pa tja napišem kakšno povest. Zato si moram ukrasti čas, saj imam kar dovolj dela na župniji. Večkrat je treba iti v hribe, k podružnicam. In to seveda peš. Spominjam se stare bajtarice pri Sveti Barbari. Nekajkrat sem bil že jeseni pri njej, pa so me po zimi spet poklicali. Dopoldne sem že opravil dolgo pot drugam, sredi popoldneva pa sem moral še k njej. Snega je bilo do kolen. Ko sem šel čez zamrznen potok, se mi je led udrl, da sem zajel vodo od vrha v škornje. Ko sem prišel v hišo, je ženica sedela pri peči in imela lonček soka med koleni. Ali vam je slabo, mati? Sem jo vprašal. Ne, kar dosti dobro mi je. Pa zakaj ste me klicali v takem vremenu? Dolgčas mi je bilo, pa sem prosila, naj pridejo, da se kaj pomeniva. Tako znate biti kratkočasni. Kdo bi ji zameril? Nekoč pa sem šel poletni dan skozi vas. Pridem do neke hiše, zaslišim jok in pri oknu vidim, kako se vzdiguje moževa pest in pada po jokajoči ženi. Jaz seveda brž v hišo, ženi na pomoč. Vstopim, mož odneha, ona pa ostane in si popravlja razmršene lase. Resno ga posvarim, za božjo voljo. Kaj pa delate? Mož molči, žena pa stopi pred me in mi odločno pove, ali sem njegova ali vaša. Ali vam sem njegova, midva. Ugriznil sem se v ustnice in jo popihal dalje. Ne vem, če se bom še kdaj vtikal v zakonske zadeve. Župnik se včasih pri najboljši volji komu zameri. Ste že kaj slišali,
Kaj pa? Bodo letos kakšne predstavitve? Zaenkrat se še nič ne govori. Bomo že pravi čas zvedeli. Gotovo se bodo gospodje spet ganljivo poslavljali od svojih vernikov. A veste, kako je to pri zadnji pridigi naredil neki kaplan? Kako? Nekako takole je končal. Dragi farani, hvala vam, ker ste me imeli tako radi. Čeprav me gospod Škof sedaj pošiljajo drugam, pa bom v duhu vedno ostal med vami. Svoje noge, s katerimi sem prihajal med vas, zapuščam po družnici svetega Vida. Svoje roke, s katerimi sem vam delil zakramente, zapuščam po družnici svetega Janeza. Svojo glavo, s katero sem vedno mislil na vas, zapuščam po družnici svete Notburge. Svoje srce, s katerim sem vas tako neizmerno ljubil, pa zapuščam v župnijski cerkvi v Šentrekeljcev. Ko je župnik to slišal, je pisal svojemu sobratu v župnijo, kamor je bil ta kaplan prestavljen. Takole je napisal. Ne vem, kako boš zadovoljen z novim gospodom kaplanom. Vse, kar je od njega kaj vredno, je zapustil nam. Zgleda, da bo k vam s seboj prinesel samo trebuh in rit. S tem pa si najbrž ne boš mogel veliko pomagati. Kaj je res že toliko ura? Kako hitro mine čas, če smo prijatelji skupaj. Ja, ampak vseeno bomo morali nehati. Jutri, pravzaprav danes, bodo prišli neki obiski od slovenskega planinskega društva iz Ljubljane. V vrata bomo šli pogledat dom, ki ga je podaril plaz. Ti si pa res skrben triglavski župnik. No, pa lahko noč, lepo se imej. Lahko noč, nasvidenje. Nasvidenje, lahko noč, nasvidenje, lahko noč. Kaj vse so duhovniki včasih znali? Poleg dušnega pastirstva so se ukvarjali še z mnogimi posvetnimi stvarmi, da so na ta način pomagali ljudem, da bi bolje živeli. Mene pa najbolj skrbi pridiganje. Danes pa problem, ja. Ljudje so postali zahtevni in občutljivi. Ne moreš reči tako, kot nekoč neki župnik. Dekleta, ve niste vredne, da bi vas pes povohal. Počakajte. Ker so se pritoževale in zahtevale opravičilo, pa je naslednjo nedeljo povedal. Kaj? Dekleta, ve ste vredne, da bi vas pes povohal. Pa kakšen močan glas so morali imeti pridigarji. Včasih ni bilo nobenega ozvočenja. Si kar predstavljam nadškofa Volka, kako z gromkim glasom počasi pripoveduje ganljiv zgled. In pa mislite, rodil se je deček moškega spola. Nekateri so sloveli po svojih originalnih pridigah. Eden od njih je bil posvečen, ko je bil že precej star. Prej je bil sodnik, v stari Jugoslaviji celo ustavni sodnik. A to je tisti. Kjer? Njegove pridige so znali nekateri imenitno oponašati. Jaz sem si zapomnil samo tole zaznanil. To slišimo. Soboto bo prišel spodovat pater z Brezi. Ampak on ne bo poslušal babje čenče. Pater je samo za najtežje grehe. Ostali pa pridite k meni.
Ja, dober dan, fantje. Kaj pa počnete? Nič ne počnemo, za kaj počnemo. Salama. Ja, jaz. Pa domač kruh. Pa dobra kapljica. Saj menda nisem vsega zamudil. Vidim, da ste že omagali. Ja, čisto smo fučijo. Dajte no še meni kakšen košček. A smo prijatelji, a nismo? Ja, smo, ja. Seveda, se bi tudi ti nam dal, če bi imela, ne? Da ne boš mislil, kakšni smo, da nikomor nič ne privoščimo. Ja, mislili smo še malo poštiti za drugič. Ampak, kamor je šel bik, ne gre pa še štrik. Ja, no, le usedi se, no. Za mojega sostanovalca, ja se vedno najde kakšen priboljšak, a ne? Tudi kakšen kozarec se bo našel zate. Tudi to. Čeprav gre tale steklenica že bolj proti koncu. Veš, smo pa mi za to toliko boljše volje. Pripovedujemo si razne vesele zgodbe o duhovnikih. Ti ne veš, kakšne so včasih uganjali. Škoda, da tega nisi slišal. Sej pa kdaj drugič. Ampak eno štorijo bom pa vseeno še povedal. Ta je iz novejših časov. Veste, v Lamanatu je bil neki bogoslovec, ki je bil zelo škrt. A tudi taki obstajajo? Ja, tudi ja, moraš misliti, če je od doma prinesel kaj dobrega, ni nikomor nič dal. Čist nič. A ja? Čist nič. Vse je na skrivaj pojedel sam. In tako se je nekoč zgodilo, da je imel strašno dobro salamo. A tako kot tale? Točno tako. Prijatelji so jo nekako zavohali in že so se mastili z njo. Ta je pa dobra. A ne? Prav mu je. Kaj je bil pa tako skopuški? Pa je prišel lastnik tiste salame, sedel zraven in navdušeno pomagal. Tako si je tlačil usta, da sploh ni imel časa govoriti. Je čist pozabil. Ampak... A vi mene malo? Čist mačkan. Kaj? Pa saj ne more biti res. Ja. Pa ne, da je tole moja salama. Bila! Zabi ste mi salamo! Ja, seveda, pa še ti sam si nam pri tem pomagal. Pa rave, tole mi boste pošteno plačali. Pazite, fanti, zdaj gre pa za res. Vi pokažite me, vam že pokažem. Saj sem rekel, takšne so včasih uganjali. Pa danes nič drugače. Bratje in sestre, zato vam polagam na srce, kakor je zapisal apostol Pavel. Veselite se vedno v Gospodu. Amen.